En tak lep večer nas čaka. S Svetlano bomo govorili v bistvu o tem, kako hrana oblikuje skupnost in identiteto, o tem, da bi v osnovi morala biti hrana tudi univerzalna pravica in pa tudi, da se revolucije zelo pogosto dogajajo v kuhinji in ne na ulici. Dotaknili se bomo marsikakšne teme, še meni prosim. Dotaknili se bomo marsikakšne teme, govorili bomo veliko o hrani, o recepturah, receptih in seveda o današnjem času, o fami okoli zdrave hrane in tako naprej. Tako da upam, da boste vsi uživali. In če kar začnemo mogoče čist na začetku s knjigo. Svetlana, v knjigi zapišete, da je hrana politično vprašanje. Kdo po vašem mnenju danes odloča, kaj bomo jedli? V glavnem kapitalizem in to v svoji najnovejši, jaz upam, terminalni obliki. In to je oblika, v kateri kapitalizem zahteva ne samo, da delamo in ne samo, da delamo za celo družbo, v kateri potem nekateri drugi večinoma razpolagajo s tem denarjem, ampak da ob tem pa smo ne samo da smo siti, ampak da smo tudi zadovoljni in da to vedno izražamo. In v zadnje čase ste imeli en fenomen prav v Ljubljani, ne v parlamentu, človeka, ki ni plačal svojim delavcem. In pa delavci so morali priti do tega, da pojasnjujejo v medijih, kaj je kapitalizem. Da je to pač, da nekaj narediš in da dobiš denar. Sodobni kapitalizem pa razpolaga s celo strategijo, da pač delavci sodelujejo, pač vlagajo svoje emocije, svojo energijo in ni nujno, saj ni nujno, če smo kolektiv, če smo menedžerski usklajeni, zakaj bi pa trpeli, če ne dobimo denar? Saj smo ena družina, To je ta logika, v kateri seveda hrana se nekako podrazumeva in se podrazumeva, da tisti, ki imajo manj, jejo nekvalitetno hrano, tisti, ki pa imajo več, izkoriščajo hrano, da bi dodali svojemu prestižu, družbenemu prestižu. Torej, tista stari antični rek, da si tisto, kar ješ, se je obrnilo v nekaj, prelevilo v nekaj zelo, zelo zloveščega. Da pač si tisto, kar ješ, ampak nisi ti gospodar tistega, kar ješ. In pa tisto, kar ješ, te pravzaprav fiksira v tvojem družbenem položaju, namesto, da bi te pač vzdignil v področje užitka in nekakšne naše skromne človeške sreče. Torej imamo v bistvu mi danes kot potrošnik sploh še to svobodno izbiro, recimo, ko govoriva o hrani? Vedno imamo, seveda, vedno imamo možnosti. Obstaja alternativna ekonomija, ki je v tem trenutku na žalost pač proizvajanje dragocene zdrave hrane v tem trenutku na žalost dražje od tiste, ki jo kupujemo. Imamo možnost izbire, imamo možnost sodelovanja, imamo možnost, ki nažalost še ni dovolj razvita, ampak smo videli med epidemijo, imamo možnost razmenjave. In v majhni državi, kot je Slovenija, razmenjava bi morala biti osnovno sredstvo pribavljanja hrane. In v nekaterih ta družbeni eksperiment je že izpeljan, recimo v grškem mestu Volosu, so si izmislili abstraktno moneto, ki se imenuje tem in pa ona označuje pravzaprav enoto, recimo pol litre olja je tem, oljčnega olja seveda. In potem na osnovi tega se oblikuje nek market, nek trg, v katerem ljudje razmenjujejo svoje produkte ali pa nekaj, kar imajo v rezervi za druge produkte in na ta način pač nekako preživljajo v krizi. To je tipična krizna ekonomija. Ampak Slovenija je tako majhna, da bi res lahko dober del recimo pribavljanja hrane bil na osnovi razmenjave nekaterih proizvodov, produktov, ki jih proizvajalci hrane nimajo in tako naprej, na različne načine. Leta nazaj je Slavko Gaber, nekdanji minister, imel idejo o banki dela
In to je, da vložiš svoje delo in za to delo dobiš nekakšno zadevo, ki ti je potrebna. Ne denar, ampak nekaj, kar ti je potrebno. In ta razmenjava dela bi lahko bila osnova neke drugačne ekonomije, participatorne ekonomije, ki je pravzaprav, mi smo majhna država, ki je, ponavljam, kar je pač odprto polje za eksperiment, za družbeni eksperiment. In zakaj tega ne počnemo, je seveda veliko vprašanje. Se pravi, v osnovi bi lahko govorili o nekakšni blagovni menjavi, to, kar so nas učili v osnovni šoli in tako naprej. Če se zdaj v bistvu postavimo, ne vem, v vlogo, recimo, sama vidim zdajle zadnjo leto, ko sem se preselila nazaj na vas, ta blagovna menjava pri izmenjavi hrane izredno dobro poteka, zdajle čez poletje. Mi imamo krompir, sosed ima bučke in tako naprej, ne. So pa recimo ljudje, ki živijo v mestih, sploh pa večjih mestih, pa v osnovi omejeni. Torej bi nekaj takega lahko začeli uvajati tudi v večjih mestih, tako kot so recimo v Grčiji naredili. Ne. Zdaj pa, če govorimo o prehranjevanju, bom rekla, o tej fami okoli zdravega prehranjevanja. Seveda imamo v bistvu v osnovi, eni imajo večje možnosti, da se pač prehranjujejo bolj lokalno, bolj zdravo, drugi imajo pač manjše možnosti. Vendar ta zdrava prehrana, okrog katere se vsa ta fama, sploh zadnja leta se mi zdi konkretno vrti, je v bistvu tudi čedalje dražja. Kaj to v osnovi pomeni? Je lakota oziroma je imeti take hrane manj, da je nekdo prikrajšan za zdravo hrano, je to v bistvu neka politična odločitev ali v osnovi osebna? Ja, seveda, to je osnovni način manipuliranja s hrano v celem svetu. Imate okrog 25% prebivalstva tega planeta, ki živi v lakoti. Ne ve se zakaj. Res se ne ve zakaj, ker ne samo, da je hrane dovolj, ampak je tudi hrane, ki je posebej adaptirana za določeno populacijo dovolj. Ker zelo pogosto se dogajajo tiste napake, kot je Nestle naredil v Afriki, pa so otroci umirali, a ne? In tako naprej. Torej, predvidena zdrava prehrana pomeni ogromno znanosti, ogromno raziskovanja in na drugi strani pa zdrava hrana pomeni tudi odsotnost šarlatanov, ki so danes enostavno preplavili medije. Praški in vitaminski dodatki. Karkoli, a ne, imate te ljubeznive gospe, ki lažejo kot pas teče, to čisto neverjetno, kaj si te gospe izmišljajo na televiziji. Samo 5 minut je dovolj, da poslušate in vam je jasno, zakaj gre, ne. Tako da, kar se tega tiče, je izobraževanje zelo ključno, torej raziskava, izobraževanje in šele potem ta spontana zdrava hrana, ne. Mi smo seveda, človeštvo gre zelo hitro, se razvija zelo hitro pravzaprav v teh svojih 3 minutah, koliko ima v zgodovini tega planeta. In je v svoji hitrosti je doživelo vse sorte. Recimo na Mediteranu in tudi na Balkanu smo izgubili ogromno znanja o rastlinah. Ne znamo dovolj o rastlinah, o prehranjevanju z rastlinami. Drugo, na Mediteranu se je izgubilo ogromno vrst rib in školjk in rakovic. Enostavno nekatere ne prepoznamo iz antičnih virov. Imena so, mi pa ne poznamo te živali. In tako naprej. In seveda kombinacije in možnosti uporabe hrane so se izgubile. Veste, lakota je nekaj, kar je zmeraj v zgodovini človeštva bilo področje oblasti. Zaradi tega, ker organizirana družba ima svoje načine proizvajanja hrane, svoje načine razpodeljevanja hrane, kar je seveda ključno. In osnova družbe je pravzaprav mesto in potem pa seveda mesto države. In v mestu se ve, kaj so rezerve hrane, čemu služijo, kdor koliko dobi in je seveda ideja v tem, da vsi dobijo. Ne da vsi proizvajajo, ampak da vsi dobijo. In pravica do hrane je vpisana v človeško zgodovino, samo da smo mi to pozabili. In danes nihče ne govori o pravici do hrane, ki je ključna, ne. Ena od ključnih človekovih pravic, ki se enostavno ne izvaja. In nihče ne ve, zakaj se ne izvaja. Zaradi sebičnosti, zaradi tega, ker se rezerve vržejo v vodo, da bi se
ali pa v smeti, da bi se ohranila cena in tako naprej in tako naprej. Torej, zdrava hrana pa je res področje znanja, raziskovanja, učenja in šele potem nekaterih praks, ki bi lahko pomagale, ne. In to tukaj praktični nasveti, zdrav razum in ostalo ne pomaga preveč. Treba se je res pripraviti in se učiti in šele potem iti na zdravo hrano oziroma razumeti, kaj je zdrava hrana. Vsi vemo, kaj so kalorije, vsi vemo, kaj je dobra hrana in kaj ne. To je zdaj splošno znanje. To splošno znanje je treba sprevesti v prakso in ta praksa, po mojem, je lahko v tem trenutku edino revolucija. Robi, mogoče zate tukaj vprašanje. Glede na to, da si šef, glede na to, da daješ izredno velik pomen lokalni prehrani in da se v bistvu tudi recepture v ošteriji Herbalier, recimo kot jih jaz poznam, dostikrat temeljijo na lokalnih, ne samo proizvajalcih, ampak tudi na nekih recepturah, vlečeš iz zgodovine kulinarike. Koliko ti vidiš tukaj, recimo v tvojem primeru, izobraževanja o tem, kaj smo včasih jedli in kaj ti danes od tega ponujaš na krožniku? Zdaj sem tudi, ko sem se pogovarjal, sem razmišljal o tem, komu je danes lažje, ne. Govorimo o ljudeh, recimo, ki imajo manj sredstev za kvalitetno hrano. In poznam par situacij penzionerjev, ki imajo slabe pokojnine, je sama v gospodinjstvu, ampak ona zna kuhati. Ona zna kuhati. In ona ni lačna in zna iz malo stvari napraviti izredno kvalitetne obroke. In zdaj, kar opažam jaz v svojem, nekdo mlajši, ki je od nje mlajši 40 let, in nima tega znanja. Nima tega znanja. In potem ji trg, ti veliki konglomerati, trgovski ponujajo pač neke oblike, neke hrane, ki pa res ni kvalitetna hrane. Ki je pa res, da malo ne rečem, da je prodajamo strup ljudem. In zdaj, če to sorazmerje med enem pa med drugim pogledam, kdo je na boljšem, absolutno nekdo, ki ima znanja, ki je od svojih prednikov, ki se usmerja sezonsko, ki je lokalno, brez kakšne filozofije. Prej smo se za mizo tamle pogovarjali, ne, kako so ti občutki pomembni ob hrani, ki jo zaužijemo, kakšna razlika, če je sezonska, če je zdaj, če je sveža, če iz tega lahko napraviš čisto drugačne okuse. Mi smo se na vse to pozabili. In zdaj govoriti pri nas, da bi bila lakota ali pa da... Jaz se bojim, če se bi zdaj nam kaj groznega zgodilo in zaradi nizke samooskrbe in zaradi tega se nam res lahko tega zgodi. Še hujše pa to, ker nimamo več znanja, ker se doma več ne kuha. Kaj pa delajo potem izobraževalne ustanove? Ne vem, v osnovni šoli smo imeli gospodinjski krožek, imamo to še vedno? Ne vem. Jaz mislim, da je enostavno neka melanholija ratala, kar se tiče prehranjevanja, ne. Roko na srce, v Novem mestu smo odprli ta drug McDonald's. Ta drug McDonald's, res je. Ampak, Rajš bi obi imela. Ja, ampak hočem povedati, ne hočem, hvala Bogu, naj bodo kakorkoli že, naj imajo ljudje, ampak po covidu si je v našem lokalnem, Novo mesto je skoraj da ne zaledje kmetij, kmečko prebivalstvo, nam si je to zgodilo, da so se navade tako drastično spremenile. In da hitra prehrana prihaja z agresivnim oglaševanjem, ko v zadnji stoji to, kar ste vi imenovali, pač nek kapitalizem in uničuje posledično majhne biznise. Mi bomo posledično, ker najbrž ne bo McDonald's kupil krompir pri Pleškotovih pa bučko, tudi ne, najbrž ga bo nekje drugje, ne, in posledično se nam bo to tako zgodilo, ne, in jaz sem zato, ker sem prej poslušal, da je davek na tamu, ne, da je zato, zaradi tega, ker se naš vse, kar mi tukaj zaslužimo, če ne bomo merili, kaj počnemo, nam bo šel ves ta dohodek
tam nekje nekam, ker se koncentrira samo na enih procentih ljudi, tukaj bomo pa na koncu se nam zgodijo poplave, potres, pa uno, lačen, ker več ne bomo znali in ker več ne bomo imeli in ker smo pozabili. Torej, Svetlana, bi lahko rekla, da je v bistvu kuhanje doma danes politično dejanje. Je to nek znak upora mogoče lahko? Prvo je politično dejanje, ampak pomislite nekoga, ki ima 2 službi, pa še dela tretjo, ne, da bi preživel. Kje je tu čas za kuhanje? Ga ni enostavno. Ne? Tako da govorili smo o tem, da so pripomočki v kuhinji elektronski in električni prvo, ne, in ostalo, ženskam dali več časa in to se je res zgodilo v 50-ih, 60-ih letih. Ne? In jaz se spomnim svojih ameriških prijateljic, ki so mi govorili, da so v otroštvu njihove mame so jim govorile, v konzervah je zdrava hrana. Vse ostalo je nevarno. Ja, konzerve so zdrava hrana, iz konzerv se je kuhalo. Konzervirano. Seveda krajše, manj časa in ostalo, ne, in vsi pripomočki in ja, seveda, ženska je dobila čas. Zdaj pa je vprašanje drugače. Ona nima časa, ima pripomočke, konzerve v glavnem pozablja, se trudi, da je zdravo, ampak to pomeni, da en dan v tednu ona posveti kuhanju. Vsi ostali se veselijo nedelje, ona pa sedi in kuha, da bi imeli za cel teden. Kar drugače pa ni. Razporeditev časa je takšna, da ali pa druga zadeva, pa on se mora naučiti kuhati. Na vso srečo veliko moških se je naučilo kuhati, tako da ta psihološka, če hočete, barijera je pač, to je zmaga, moški kuhajo in to je popolnoma v redu. Tudi otroci kuhajo, če je potrebno. Hitra hrana pa je rešitev, pomirimo se s tem, to je rešitev. In občasno, ne samo, da je rešitev zaradi tega, ker nimamo časa, imamo pa nekaj malo denarja in to je poceni, ampak nam se je nekaj umazanega. Imamo željo, da jemo nekaj. To je tudi ena od naših navada, ena od naših razvad. Torej, ekspresna hrana bi morala biti pod državno kontrolo, to je čist nekaj drugega. Ne? Bi morala biti pod inštitucijami, ki skrbijo za vse zdrave sestavine in za način priprave, ki ne uporablja 2-krat, 3-krat in 100-krat isto olje in tako naprej. To so zadeve. Hitra hrana ni nič slabega, ampak jo je treba disciplinirati. In če enkrat discipliniraš, potem je pa polje odprto za majhne proizvajalce, za majhno zdravo hrano, ki seveda ima veliko več smisla. Ne? Tako da zdrava hrana, ja, ni najhujša od vsega. In pa, če pogledate v velikem mestu reveže, ki stojijo na vogalu in nabirajo denar in potem kam bodo šli? Seveda v McDonald's bodo šli, pa se bodo najedli. To je ta zadeva. Pomislimo, kakšno socialno vlogo to tudi ima. In pa zdrava hrana je nekaj, kar je posebej pomembno v tem trenutku in to pa je, če bi se zgodila lakota, ki se lahko zgodi. Lakota se zelo, zelo zlahka zgodi. Slovenija ima prednost prav v tem, što ni monokulturna. Monokultura je, denimo, ko je prišla lakota, monokultura je uničila 70% prebivalcev Irske v 19. stoletju. Krompir, seveda, bolezen krompira. Ne? In pa kdo je reševal Irce in jim pošiljal hrano? Ne Zahodna Evropa, ampak Turki. In to z velikimi diplomatskimi težavami, ker kraljica Viktorija ni hotela, da Irci preživijo. No, torej politika je takšna, ne? In si dovoli takšne perverznosti. Ampak Slovenija pa ima eno monokulturo, ki je tako močna, da ne rabimo nobenega uvoza. In to je zelje. Mi smo ena od redkih držav, ki proizvaja dovolj zelja skupaj, industrijsko in posamezni v naših vrtičkih. Tako da z zeljem smo popolnoma zadovoljni in zelje je tako perfektna hrana, da je res potrebno samo še malo nekaj drugih dodatkov, da pač preživimo. Torej, lahko bi Slovenija v Evropi reklamirala in spodbudila takšen način proizvajanja hrane, pa se naši politiki ne spomnijo svojega zelja, ko odhajajo in se sploh ne mislijo o tem. Niti v Sloveniji, ne samo v Evropi.
Tako da so nekateri triki, ki jih majhna država lahko izpelje, čeprav ni sposobna proizvajati dovolj žita, denimo, ne, za prehrambo celotne države. Torej smo odvisni od uvoza, ampak so načini, da se recimo razmenjavamo s pametno politiko, s pametno diplomacijo, s pametnim premišljevanjem o tem, kaj ljudje res potrebujejo, bi se takšne zadeve uredile v centralnoevropskem, mediteranskem, balkanskem, evropskem kontekstu, ne, v tem majhnem kotičku, kjer imamo toliko ljudi na toliko malo prostora. V enem od svojih intervjujev ste dejala, da se revolucija rojeva v kuhinji. Kaj ste v bistvu mislila s tem? Mislila sem s tem, da lakota kot osnovni motiv pač začne revolucije. In pa različni pristopi temu, da pač država, ljudje niso lačni, so tako inventivni, da bi sodobna Evropska skupnost morala malce premišljati več o zgodovini. Kar je seveda ukinila v šolah. In zdaj bi se pa morala na novo učiti zadeva. Denimo, kako je Rimsko cesarstvo, ki sploh ni bilo demokratsko, to je bila republika, ampak republika višjih slojev, ne? Kako so oni pač urejevali socialno situacijo? Tako, da je v Rimu, antičnem Rimu je živelo okrog 2 milijona ljudi. Skupaj s sužnjimi, seveda. In skupaj z ogromnim številom revežev. In kako so se ti reveži preživljali? Tako, da jim je država dala hrano. Konec. Žito se je proizvajalo na grških otokih, kar danes zveni neverjetno, ampak so to bile velike žitnice. Na Siciliji, največja žitnica od vseh, v Egiptu in tako naprej. Država je to kupovala in prinašala se v Rim in potem je razdelila narodu brez nakupa. To je bila razdelitev hrane, da se preživi. In tako je narod, ki je živel v Rimu, sicer bi rekli, nehigienskih pogojih in vse ostalo, ves čas imel hrano. In s to hrano je potem država upravljala, izvajala politiko. Če si imel ljudi, ki niso lačni, potem si računal stabilnosti države. Tako da ti načini razdelitve hrane, a boste danes v Evropi našli politika, ki bi recimo javno zastopal, da se hrana razdeli ljudem brezplačno? Te ideje ni. To je pa osnovna ideja, da se ohrani mir, stabilnost in recimo progres neke države. Tako da o teh idejah je treba premišljevati. Ne? A ni imela Francija, ali ima še vedno projekt, v bistvu, ko se trgovine zvečer zaprejo, tako, ne, se je ostanek hrane razdaljeval? Če samo postrežben oziroma kakšnakoli prodajalna hrane ob koncu delovnega časa ne razdeli preostalo hrano, se kaznuje. To je dobra ideja. Brezplačno. To je dobra ideja. Ker vsi vemo, koliko v bistvu ostane v trgovinah hrane. Ampak zakaj tu hrana ostane? Kaj je narobe z nami? Kaj je narobe s tem planiranjem? Jaz se ne predstavljam, kakšen bi bil moj poslovni model, ne, če bi tu hrane meni ostalo in jo ne bi pretvoril pač v nek končni izdelek. Jaz ne razumem tega poslovnega modela. Je pa to grotesno, kar vidiš v trgovinah, koliko sadja, koliko tega in ne morejo trgovke, ki so tam zaposleni, ne morejo ne smejo kupiti, ampak morajo zavržiti za biotero. Ne morejo pa kupiti. Sej tudi preden hrana pride na polico, recimo, ne vem, ko se gleda obliko paradižnika, jabolk, vsi morajo biti enake oblike, ne smejo imeti napak, pa to recimo pri proizvajalcih, koliko gre že tam hrane v bistvu na sam odpad, koliko v bistvu mi proizvajamo smeti iz hrane, ki je še popolnoma užitna in bi lahko nahranila ljudi. Oziroma se bi tista hrana najbrž predela, ne? Se napravi mezga, se napravi bilo kaj se lahko iz tega napravi. Lahko vse, samo je vprašanje, če se, ne? Ja, saj imate v samopostrežbah, recimo v Eurospinu, imate to maskirano kot rinfuza. Točno. Manj kvalitetna je sadje in zelenjava se prodaja kot rinfuza in potem je bolj poceni. In to potem reklamirajo, da je to po nižji ceni. Namesto, da bi recimo ta hrana enostavno šla takoj v razporeditev državljanom. Brezplačno. Ker druge funkcije pa ni. In če ljudje, ki nimajo za hrano, dobijo hrano, potem lahko delajo. Se pravi, imajo potem ljudje
tudi za hrano, ki jo želijo uživati. Veste kaj, tu bi jaz malce provocirala celotno publiko, pa bi nekaj rekla. Zakaj vedno govorimo o delu kot nujni vsebini družbe? Zakaj bi vsi morali delati? A je delo res pogoj za hrano in človekove pravice? Absolutno ne. Vsi imamo človekove pravice in vsi imamo pravico do življenja in do hrane in delo tu ni najbolj pomembno. Delo je velika izmišljotina predvsem krščanstva in potem kapitalizma in nam daje predvsem nekakšne grobe in pravzaprav zelo trdne okvire družbenega sodelovanja. Koliko ljudi je, to je zdaj šala, ampak je tudi resnica, koliko ljudi je veliko bolj koristno, če ne dela? Se strinjam. Koliko je takih, ki bi jim denimo plačali samo da mislijo in samo za njihovo imaginacijo in ideje in za duhovitost in za prisotnost, za Boga milega, kako so ljudje dragoceni, tudi če ne delajo. Tako da ta obveznost dela je nekaj, kar bi morali nekako destabilizirati, malce se pregovarjati o drugačnih okvirih in potem seveda tudi vprašanje hrane se bo postavilo na drugačen način. Brez dela ni jela, ni to nekaj rekel. Ja, je to nek pregovor, ni? To mi je fotor zmeraj govoril, ne? Tako so nas učili kot otroke. Pej dela, da boš imela za kruh. Ja, tako. Če sva že pri delu in če se vrnemo malo v kuhinjo nazaj, v bistvu je bila kuhinja stoletja nek prostor ženskega dela. V bistvu to delo na nek način ni bilo nikoli priznano. Se je danes spremenilo? Če hočeš delati zaroto, se usedeš v kuhinjo. To se ne dela v dnevni sobi. V spalnicah morda, ampak bolj individualno. Mogoče kasneje. Ampak v kuhinji se pa res dela prava zarota. Tam se družina celotna enakopravna pač dobi in potem se pa ljudje se pogovarjajo skupaj, dokler uživajo hrano. To je ključna situacija. Drugo je seveda kuhinja, je danes, da je kuhinja subverzivna, mi je padlo na pamet, jaz sem obsedena s tem, da gledam nepremičnine. In zelo dobro poznam, kakšne so recimo nepremičnine v Sydneyju in tako naprej. Ker pač to je internet, ne, kaj čemo. In pa, ko gledam ta sodobna stanovanja, že kakšnih 50 let, se sistematično proizvajajo stanovanja, v katerih ni kuhinje. A ste to opazili? Ampak je dnevni prostor z delavno kuhinjo. Za Boga milega, odkot ta neverjetno perverzna ideja, da se kuha skupaj v prostoru, v katerem se sedi in v katerem se opravljajo popolnoma drugačne aktivnosti. Tukaj so vonji, tukaj so zvoki, tukaj so nekakšni pogovori, ki so pravzaprav mistični pogovori, ne? Tisti, ki poznajo kuhinjo in ostalo. Kuhinja mora biti prostor zase. Popolnoma ločena, nekaj, kjer se samo dela nekaj s hrano. Ne? In tako je recimo bilo v rimskih hišah, vilah, tudi v teh mehkih stanovanjih, v insulah, ne, rimskih. Točno na ta način kuhinja je zmeraj ločena. V njej se opravljajo druga dela. Ne? In zaradi tega je pač kuhinja, jaz mislim, da je današnji položaj te kuhinje, ki izginja v dnevni sobi, da je zaradi tega, ker je kuhinja pravzaprav subverzivna. Se pravi, danes kuhinjo v osnovi se bojijo kuhinje. Se pravi, danes kuhinjo na nek način vidimo samo še v, recimo, restauracijah, da ni povezana s prostorom, kjer se ljudje družijo. Ja, tukaj mi je zanimivo, ne, ker pa najbrž mi boste potrdili, ne, posledica tega, kar ste zdaj omenila, ker zanimivo je Sočnica se zdala, ker ne bi nikoli pomislil, tudi jaz sem planiral, ko bomo obnavljali, da bomo tu vse skupaj, ne, itak, ne, saj to tako je, ampak malo se vprašajte, koliko jedi se več doma ne pripravlja zaradi tega, ker smrdi? Ja. Zaradi tega?
v dnevni sobi, vse posod smrdi, ne bom rib pekla, ne bom ono, ne bom pečenka. Zelja ne bomo kuhali. Zelja ne bomo kuhali, razumeš? In posledično nam očitno naše jedi, katere so tradicionalne, s katerim smo zrasli, katere so zginjajo iz jedilnika. In jemo avokado. Ja, jemo avokado, suši in take-outa, ne? Kaj hladnega. Ampak še to nam prinesejo, naročimo. Tako. Ker paradižnika ne bomo rezali pa čebule v tisti lepi, čisti, minimalistični, beli, marmornati kuhinji, ne? Ker bomo zapacali pult. Še ena zadeva me zanima, v bistvu zelo ste kritična do romantiziranja kuhinje naših babic ali pa varčne kuhinje. Kje je recimo meja med ustvarjalnostjo zaradi pomankanja in tem, da iz neke revščine, se pravi iz nekega takega v bistvu kuhinje naših babic v bistvu delamo nostalgijo? Kje je ta meja? Ja, dobra meja je, če preberete eno knjižico, ki je šla 93. leta tukaj v Sloveniji in se imenovala Bosanska kuhinja. In pa v njej so ženski iz Sarajeva med okupacijo Sarajeva napisali neke svoje izkušnje, ki jih je potem pa novinarka tukaj v Ljubljani pač naredila kot knjigo. In pa tukaj vidite 1000 strategij, kako narediti majonezo iz ničesar, torto iz katerekoli sestavine in tako naprej. In pa te veščine so pravzaprav, da bi zadeve bile paradoksalne, v osnovi visoke kuhinje. Ko berete edino antično ohranjeno knjigo receptov, to je Apicijeva knjiga receptov, ki sem jaz sicer pred 40 leti prevedla iz latinščine, ampak v hrvaščino, in je v Zagrebu šla knjiga, vsi recepti so pravzaprav, kako prevariti jedca. Kako prikazati eno zadevo tako, da izgleda kot nekaj drugega. In zelo pogosto na koncu recepta je pripomba, nihče ne bo vedel, kaj je. Kaj je v bistvu jedel? In pa jaz se spomnim svoje babice, ki je imela takšne trike. Moja babica je bila Prečanka, se pravi, da je bila iz Osijeka. In je seveda menila, da je ta prečanska, panonska kuhinja absolutno superiorna v odnosu na tako imenovano srbsko kuhinjo. To je prezirala absolutno. In pa potem se je moja mama drugič poročila z gospodom iz Srbije, ki je pa bil nekaj drugega, bil je cincer, bil je mešanec Grkov in Srbov, ampak to ni pomembno. In pa temu Srbu je moja babica prirejala ves čas prevare neverjetne. Recimo namesto telečjih šnicljev zmeraj dobil jagnjetino, ki je bila bolj poceni takrat. Potem je pa namesto kestenove rolade dobil rolado iz belega fižola. Kroglice iz pomaranč so bile seveda iz korenčka. Torej 1000 teh prevar, ki jih je ona izvajala, ne samo zaradi tega, ker je skrbela za denar, ampak iz čistega užitka. Tako da ta princip, da prevariš tistega, ki je, ko kuhaš, je nekaj, kar je očitno tudi v različnih kulturah, v različnih nivojih civilizacij, v različnih, če hočete, spolih se razlikuje in so to strategije, ki so očitno splošne. Vse, ki kuhamo, rade nekaj zamenjamo z neko drugo zadevo. In ko dobiš dober recept, wow, perfekten recept, ampak zmeraj te nekaj te hočeš pa malce spremeniti. In to je tista kreativnost, ki se pravzaprav rojeva iz te, če hočete, te igre s prevarami in s podmetanjem različnih sestavin. Robi, kako iznajdljiva je pa dolenjska kuhinja? Zelo. Hvala. Mi imamo, na Dolenjci se nečesa ne zavedamo, ko se ti s Korošcem pogovarjaš, kako ima on težav kaj pridelati, kaj pa on. Na Dolenjskem kar po sadišču nam raste. Mi imamo tudi konec koncev Novo mesto je bil znan potem, da se je veliko jelo in pilo, to se je tudi zdaj Bogataj spisal v tej knjigi spomen.
Ja. Mislim, da je naslov ta Dolenjska. Fantastično je to upisal. Mi živimo v enem čudovitem podnebju, ki nam res vse raste. In posledično imamo tudi tradicionalno zelo veliko različnih jedi in zelo bogatih. Je pa zanimivo, da na Dolenjskem, recimo, ne, se je pa kar tako malo, se pravi, je bila kmečka hrana in je bila malo višjega razreda, ne bom rekel meščanska, ampak tako malo bolj višjega, ne, in so bile razlike kar velike, ne. Recimo splošna populacija kmečko preprosto paradižnikov, razhodnikov, pa tega enostavno se je šele to začelo konzumirati po drugi svetovni vojni. Kljub temu, da so že moja babica, ki je hodila recimo v neko gospodinjsko šolo, so hodili pri nunah na strugo in to je bilo v 20 letih prejšnjega stoletja, one so pa to vse imele in cvetače in brokolije in vse razhodnike in neverjetno je bil ta, koliko časa se je dolenjska kuhna res kar upirala moderniji. Novostim. Ja, ampak in potem se je ful poznalo, kako so doma jedli, a veš, težko je bilo življenje na kmetijah, to niso imeli cajt, zato imamo razne prstavljenke, ne, ki so napravljene, rezale, zalile, na koncu šporhata potegnile in šli pač na nivo in je bilo ob 11, 12 kuhano nek obrok in to so okusne in bogate stvari. Ampak ta kreativnost je bila zelo pomembna, potem pa še spet znanje. Znanje je pomembno, ne. In te gospe, recimo moja babica je bila izredna, res je dobro kuhala, res. In je bila iznajdljiva, tako kot ta, ne, ampak je imela zraven tudi pač nekega znanja in ker je spoznala vsa te nove živila pri teh nunah, je bila še bolj kreativna in bolj, ne. Aha, oprosti. Ja, to mi izmeram, ta mikrofon. In v bistvu tako se je kreativnost nadgrajevala in dolenjska kuhinja je bogata z različnimi stvarmi, veliko smo jo pozabili in pač naša naloga je, da čim bolj obojemo. Kar je pa zanimivo, v tej Pur Kitchen je zelo moderna tudi od zunaj, ne, in danes ugotavljamo, da je to izredno bogata kuhinja, ker je enostavno ima veliko beljakovin, veliko vlaknin, vsega, kar zahteva neko zdravo sodobno prehranjevanje, ne. Edino, kar je pa treba, recimo včasih se je pri nas zelo veliko masti uporabljalo, da nas je ne rabimo več toliko, zaradi tega, ker je podnebje bolj vroče in ker ne delamo tako trdo, kakor so včasih, ne. Pa nimamo kolin več po zimi. Ja, niso taki pogoji dobri za kolin, imamo jih pa še vedno. No, koline so ene izmed teh najbolj racionalnih in premišljenih stvari, kako neko žival razporediti čez celo leto, pol leta. Da se vse izkoristi. Sicer vas bo spomnila, in tega se spomnim, moja babica je od masti prišla na olje, ker je to bila državna politika. V 50 letih je država razglasila, da je bolj zdravo, da se je olje. In je ona disciplinirano šla na olje, je nehala kuhati na masti. Pa margarino, ne? Ja, jaz se spomnim poplave margarine. A ja, okej. Za margarine. Poplave margarine. Ja, za margarine ona imela zelo jasno občutje, to je bila okupacijska zadeva, nemška zadeva in jo je sovražila. Tako da nikoli margarine. Če maslo in pa olje. Svetlana, pogosto pravite, da je v bistvu Balkan zaradi svoje zgodovine razvil izjemno iznajdljivo kuhinjo. Je bila ta iznajdljivost posledica kulturnega bogastva ali posledica recimo revščine ali vojn? Eno in drugo. In seveda ogromne dinamike tega balkansko-mediteranskega, anadolsko-apeninskega prostora pravzaprav, v katerem so se zadeve zelo hitro spreminjale in imate Bizancije seveda prevzel antično kuhinjo.
antično grško kuhinjo, ne toliko rimsko, koliko grško. Rimska kuhinja pa se je razvila iz grške z novimi pravili, predvsem z uvajanjem in s popularizacijo zelja. Spet zelje. Rimljani so negovali zelje in so ga menili so, da je zelje nekaj moškega, nekaj zdravega, za razliko od te razpadene, dekadentne grške kuhinje. Grki so pa bili izjemno sposobni v pripravi mesa. Ne izgleda, ampak klobasari so bili najboljši. Klobasičari in klobasari, verbalno, ne. Vsekakor je Bizanci nasledil to grško kuhinjo in potem jo je obogatil z vplivi z vzhoda, ko so prihajali različni vojaki, najemniki iz kavkaskega področja in tako naprej, in je to obogatil in potem je nastala ena zelo specifična kuhinja, ki je bila različna od rimske, kar ni bilo več osnovne sestavine, in to je pa ta neverjetna zgodovina kuhinje, ki je pogosto odvisna od ene zadeve. In ta ena zadeva je bila silfium. To je bila trava, ki so jo negovali v Severni Afriki, ki je bila osnovna začimba antičnega sveta. Posebej pa rimske kuhinje. Rimska kuhinja v tem smislu je izjemno enolična, tako kot McDonald's. Ena začimba pa konca, ne? Vsi so eno začimbo imeli, garum in pa silfium. Garum je, to so mehne ribe, ki trulijo na soncu, pa tisto, kar se izcedi, iz tega je pač ta slana zadeva. Silfium je pa rastlina. Silfium je pa izginil v veliki ekološki katastrofi, ki se je zgodila v glavnem v prvem stoletju pred našim štetjem, prvo stoletje našega štetja, ko je zaradi pretirane ovčereje del Severne Afrike postal Sahara oziroma puščava. To je bila ekološka katastrofa, ki se je zgodila v kratkem času zaradi ovčereje. In v tej ovčereji je pač izginil tudi silfium. In se povlekel in manj kvaliteten silfium se še danes najde v Aziji, posebej v Iranu. Vsekakor ni bilo te začimbe in je Bizanc negoval novo začimbo, narodsko, zelo poceni začimbo, in to je moj bog, zdaj pa je beseda mi izginila, ne čebula, ampak česen. Česen je postal osnovna začimba. In potem, ko so bizantske princeske se poročile z določenimi kraljevskimi izdanki iz Zahodne Evrope, je česen prišel v Zahodno Evropo, posebej v Francijo. In zaradi tega Angleži danes še zmeraj imajo pripombe na francosko kuhinjo, ki ima preveč česna. Ki je prišel iz Bizanca, s kuharji bizantinskih princesk. Torej, ta potovanja hrane so čisto neverjetna, kako so se zadeve razvijale. In seveda ta italijanska kuhinja, ki je tako specifična, ki jo imamo tako radi in ki je del Mediterana danes, je nastala v kombinaciji česna in zadeve, ki je prišla iz Amerike, torej paradižnika. Da niti ne govorimo o koruzi, ki je tudi prišla iz Amerike, ne. Pa sladkor je prišel iz Amerike, pa čokolada, pa vse ostalo. Torej, Evropa tradicionalno živi pravzaprav v zelo kratkem obdobju od recimo 15. stoletja pa naprej z popolnoma novimi sestavinami. Ne moremo si zamisliti življenje brez pomidora, ne. Ja, res je. On je pa popolnoma nova zadeva. Tako da, kot vidite, so zadeve zelo dinamične in se ne moreš nikako trditi, da je nekaj zelo tradicionalno. Ne, nič ni tradicionalno. Kuhinja se zelo hitro spreminja, in potem seveda šele v 17. 18. stoletju pride krompir. Zelo pozno. Zelo pozno. Torej, in mi Slovenci danes mislimo, da brez krompira ni kuhinja. Res je. Ni ničesar brez krompirja, ne. Ampak moramo se navaditi, da mislimo drugače, da s svojim znanjem razpolagamo na drugačen način in da vidimo, kakšne spremembe so, kako dinamične, kako nepredvidljive, kako neodvisne od tradicije in originalnosti nekega področja. Vse je neverjetno zmešano. V bistvu cel svet je ena velika kuhna. Točno to. Bravo. Ni boljše definicije. Nekaj si hotel, mislim, da povedati. Očitno se res veliko poznavalka grške pa srpske kuhinje in to se je nekako tudi prepletalo, ne?
Zanimivo, ne? Koliander v Grčiji, množično, v Srbiji sem sol popopar. Kako to? To pa ni res. Okay. V zabludi? Srbska kuhinja je polna začimb. Polna začimb, ogromno začimb je. Recimo, če hočete duhomorna kuhinja, kar se začimb tiče, je švedska kuhinja, ker imate samo to eno travico in nič drugega. Kar se tiče pa srbske kuhinje, ona pa res ima te mešanice je vsega živega, ne? Vse, kar je šlo skozi. Veste, da Evropa je v 16. stoletju končno v glavnem zaključila, da je kolonizacija preveč draga. Vse so imeli svoje kolonije, svoje čajne kolonije, kavne kolonije in ostalo in je bilo predrago. Se je morali znajti nekaj boljšega, bolj pocenja, ne? In najbolj poceni pot je bila do Turčije in potem v Turčiji kupiš vse, kar bi drugače v Indoneziji kupoval. In pa pot skozi Srbijo, skozi Balkan je postala izjemno pomembna. In pa je na Balkanu, v tej neverjetni mešanici narodov in kultur, se je ločilo eno pleme, ki je bilo specializirano za prevoz potnikov in robe skozi Balkan. In to so bili Albanci. Od 16. stoletja, odkar je padel Bizanc, pa vse do 21. stoletja, to sem pač preverila v Skopju v intervjujih, so Albanci imeli pravzaprav turistično potovalne agencije. In če si hotel potovati v Carigrad, da bi pač bil diplomat ali pa kupil paradižnik ali karkoli, cimta, ne, si pač unajmil albansko agencijo, ki je prenesla tebe in vse, kar si hotel, stilsko pohištvo in ostalo, ne, in so te branili po cenu svojega življenja. To so bili vrhunski in še zmeraj so vrhunski profesionalci, ki znajo, kako je treba švercati. Ker to je osnov. In ko mi danes nekdo pove, Albanci švercajo roži in zelenjavo, in jaz pravim, ja, a res? Kakšni 600 leti to uspešno delajo. In seveda drage kamne in vse ostalo, ne. Torej, je treba premisliti, kako je v tem področju zunaj, kjer so se udarali interesi različnih velikih cesarstev, ruskega, angleškega, turškega, avstrijskega, seveda, pa še potem tudi francoske republike in ostalo Napoleona, ki je bil cesar. In vsega tega je Balkan bil področju, v katerem se je neverjetno razvila profesionalnost določenih skupin. Recimo, Bosanci, ki so negovali svinje, pa so jih prodali v Istri. Pa Srbi, ki so prodali svinje Avstriji. Pa Grki, ki so prodali rdeče sukno za hlače avstrijskih vojakov. Pa so neka totalno neznana vas, Ambelakija, vinogradi, drugače je ime, pomeni, je izvažalo to rdečo tkanino v karavanah, ki so jih seveda peljali Albanci, kdo drug. Tako, ko pomislite na vse to, vam je popolnoma jasno, kakšne mešanice so se tukaj dogajale. In potem pa pride komično obdobje nacionalnih držav in kar naenkrat 3 države, Romunija, Madžarska, Srbija in Bosna, se medsebojno tepejo, kdo je izmislil sarmo. Jaz seveda nekako, jaz ne vem za Romune, ne vem zakaj. Ampak to bi lahko, a veste, to bi lahko bila vojna med narodja, ne, kdo je pa zastavami moja sarma. Kdo ne je sarme, ni Slovenca. Ali nekaj takega, ne. Torej, poskušajmo, ko kuhamo in uživamo hrano, kar je seveda naša osnovna funkcija, brez tega pač umiramo, premislimo, kakšni so paradoksi, kakšne norosti in kakšno veselje je za hrano, ne? In če sarmo doživimo kot, če hočete, emblem nečesa, kar je pravzaprav evropska jed po definiciji, potem pa res drugače premišljujemo tudi o družbi. Si ti želel kaj povedati? Ja, tukaj sem lahko dopolnim, ne, da hrana je druženje, hrana je ljubezen, hrana je tista, ko pomerja.
in združuje ljudi, ne, in zaradi tega si je vredno, ne, posvetiti malo bolj, kjerkrat, ne vedno, zaradi tega, da se imamo čim bolj radi. Lepo si povedal, Svetlana, vem, da ste zelo veliko potovala po Grčiji in Robi je zdaj v bistvu eno izredno dobro iztočnico, to je gostoljubje. Zelo velikokrat se nam namreč zgodi, ko potujemo, če smo odprti, če samo majčkeno zaidemo v kakšno ulico, zelo kmalu spoznamo, kaj je tisto pristno, neko lokalno gostoljubje ali pa ne nazadnje, če nas nekdo povabi domov na večerjo. Kako ste vi doživljali skozi vsa ta leta to Grčijo in te ljudi tam dol? Absolutno, točno tako, kot ste rekli. In to pa je, da v grški provinci, ko potuješ in pa hočeš jesti in greš v kakšno taverno, ti ne ponujejo meni, ampak te povabijo v kuhinjo in potem ti dvignejo, pač pokažejo to in to. In potem pa mešaš tisto, kar ti všeč, ne. To je ena zadeva, torej zadeva je odprta in v nekem smislu je hrana tako pomembna, da jo res držijo kot nekakšen splošni kult, ne. Zelo pomembna je hrana, posebej v državah, kjer je lakota in Grčija je doživela grozne lakote, torej znajo ceniti hrano. In potem pa sem enkrat doživela največja gozba, ki sem je kadarkoli v življenju doživela, je bila na Kreti. Slučajno sva z možem pač zašla v pristanišče in ena mehna taverna in sva šla not in not je bil cvet kretskega meščanstva. In seveda so nas sprejeli, predvsem je osnovno, da govoriš jezik. In seveda, če spregovoriš grščino, imaš status pol božanstva, z vsemi napakami, ki jih delaš. In potem so od nas, smo rekli, da bi nekaj pojedli in so rekli, absolutno, ampak boste jedli tako, kot vam bomo poslužili. In so nam poslužili. In to je bil kako je tisto, 5 hodov, 150 evrov. To, če se jaz dobro spomnim, hodov je bilo 15. In se je začelo seveda s posebno rakijo, kretsko, ki se imenuje raki, to je turška beseda, ne. In potem pa predjed, pa prva kuhana jed, pa testenina, pa druga kuhana jed, pa riba, pa po ribi meso, pa po mesu se je sladoled, da se preseka. Potem pa so bile krofi iz ajde, iz ajdove moke. Potem je pa sledilo tako imenovano sladko, gliko, to je v tem primeru je bilo sladko iz korenčka. In potem, ko se vse končalo, smo morali še baklavo. In seveda vsi v restavraciji, te taverne so to zdržali, jaz ne vem kako, ampak so zdržali in potem pa se spomnim, ne, iz te nutricionistike antropološke, ne, kako je na Kreti nastala zdrava mediteranska kuhinja, dajmo. Samo eno žretje brez konca in nič drugega, ampak so to okusi, ki so čisto neverjetni, ne? In pa seveda gostoljublje je v tem, da ti zdržiš vse to. Brez pripomb, lahko poveš, da ti nekaj ni všeč, ampak moraš probati, moraš vsemu sodelovati, ne? In kelner se pojavi kot nek gospodar, ki kontrolira se. In to je bilo res neverjetna izkušnja. To je ta balkanska pojedina, v kateri je pomembno, ti pravzaprav vsilijo ti užitek. Tudi, če ti ni do tega, pa ti vsilijo užitek, ne. Vsilijo ti užitek tako seveda, da pač z jedmi pač uživaš tudi alkohol. In na koncu seveda se podrazumeva, da se pač vzame cigara. Brez tega pa ne gre. Vsa evropska pravila k vragu se mora popušiti na koncu skupaj, ne. Ja. Smo Slovenci gostoljubni? Absolutno. Tega sem tudi večkrat doživela, seveda ne v tem okolju razvpitih mest, kjer se mora jesti, se mora prikazati, ampak se mi je zgodilo večkrat
posebej na Krasu, ko sva z možem delala na Krasu, da pač začneš obisk določenega terena, ne, z burjo in ostajo v nemogočih klimatskih okoliščinah in začneš z kakšnim dobrim žganjem in potem na vsakem mestu dobiš hrano in žganje in hrano in žganje in hrano in žganje in potem z terena greš, ne veš, kje si. Zapisnik je pač manj bolj arbitraren in tako naprej. Ampak je vtis ta, da si pijan in sit na koncu dneva. Ni druge, moraš jesti povsod, kjer si. Robi, ti si dosti delal v bistvu tudi v tujini, imel si priložnost, v bistvu zelo veliko. Kako se je tebi recimo zdelo gostoljubje, recimo bil si v Rusiji, bil si tudi v, kje vse si že bil, v Ameriki si bil? Jaz se bom tukaj nadovezal, ne vem, ali si ti rekla, ali je gospa Svetlana, ful je pomembno, kakšen si ti. Zato jaz sem res slab naslov za to, da bi jaz kamorkoli pridem, imam res dobre izkušnje. Ne? Pa ne, res ne, očitno še pri hladnih Rusih sem dobil odziv in smo bili prijatelji in gostoljubnost je, jaz moram poznati vse posod. Ne? Absolutno je vse posod. Jaz včasih, ko se o tem pogovarjamo, kaj je gostoljubnost, tudi z naše strani včasih neke nestrpnost ali pa ful velika pričakovanja. Ne? Zakaj imeti skozi neka pričakovanja od nekoga? Ne? Jaz verjamem v gostoljubnost, tak sem, tako ko se obnašam, tukaj se obnašam, vse posod, ni važno kako, če mi pa kdo pač ni, pa tudi nisem, tudi jaz gostoljubljen in sem pač neprijeten. V glavnem moram pa priznati, kako nas tujci vidijo in tu sem na Dolenjsku zelo ponosen, ker ni pomembno samo, kako smo mi gostinci prijazni, ker pač imamo prvi stik s turistom, zelo je pomembno, kako je, ne vem, policist prijazen, kako je trgovka prijazna, koliko ljudje ful pomagajo in to mi ful zelo veliko pohvalijo, ko gredo na sprehode, v bistvu na daljše sprehode, ne, in kako jih ljudje vabijo v svoje zidance in jim dajo glašvina in to. Mislim, to so za ljudi nepozabni trenutki in pridejo čist presrečni nazaj, kam sem jih predlagal, da gredo. Ampak pol, no vse, ne vem, jaz imam občutek, da se ljudje počutijo pri nas varnega. In če se počutiš nekje varnega, počutiš tudi več odprtosti in gostoljubnosti in jaz mislim, da dajmo, če ne drugega, dajmo Dolenjci to ohraniti. Dajmo si to nalogo in se ohranimo, da smo tako fajn, kakor so zgodovinski zapisi, da smo fajn. Ne? Jaz se tega držim. Boš ti preveril še uro, da veva? Ja, jaz bom mogel Svetlana iti naložiti, ker sem pripravil pač 3 finger foode po Svetlaninih receptih. Vse to bova pol malo predstavila, tako da ti krpejt zrihtati. Jaz kar grem, ne? Ja, tako. Se ne rabim veliko, 15 minut. 10 si mi rekel. Okay. Se Robi nam bo zagotovo povedal, kaj je pripravil, ampak glede na to, da je omenil, da je pripravljal jedi po recepturah v vaši knjigi, imam eno vprašanje za vas. Namreč v sami knjigi, evo, je označilo, imava noter v osnovi tudi pesnitev, ki ste jo vi prevedla z naslovom Pesto. Tako. Ne bom je brala, ker potem bi tukaj sedeli še nadaljnjih 20 minut, se pravi, bi hrana bila že davno zunaj, pa vem, da si želite vsi malo podegustirati. Ampak to je v bistvu nekakšen prvi prikaz ne samo recepture neke hrane, ampak iz dneva življenja enega kmeta, grškega kmeta, rimskega kmeta, se pravi, kako začne dan in istočasno v sami pesnitvi dobimo recept, po katerem mi ta pesto lahko pripravimo. Je to fenomen v literaturi?
ali ne? Niti najmanj. To je igrajčkanje velikega pesnika, ki se mora pokazati v vseh žanrih, seveda, in to je Vergilij točno tako je počel. Imel je rustično poezijo, imel je poezijo za viteze, junaško poezijo in imel je pastirsko poezijo. In pa temu je pa dodal tisto igrajčkanje z verzi. To je verjetno sestavil na potovanju s prijateljem Horacijem. In na določen način je to, če hočete, obsesija rimskega meščana, velikomeščana, ki občuduje enostavnost vaške kulture, vaškega življenja in opisuje, kako enostaven človek se jutri zbudi, pa potem zbudi svojo pripravi kuhinjo, pa potem zbudi svojo služkinjo, sužnjo, verjetno tudi ljubimico, ki je v tem primeru pa Črnka. Iz nekega drugega sveta je prišla. Ja, antika je bila polna mešancev in povsod so bili vsi. In potem onadva pripravljata to enostavno jed in ko po zajtrku pa on odide v polje delati. In to rimsko hrepenenje za enostavnim življenjem, ki pravzaprav deluje patetično, ker seveda ni mogel nazaj. Niti hotel, niti mogel nazaj v vas in v enostavno življenje, je bil preveč upleten v meščansko življenje. Vergilij je bil pesnik, ki je samem Avgustu in njegovi ženi Liviji bral Eneido kot prvi publik. Je bil pesnik najvišjega ranga. In pa kot takšen se pa mu je zdelo, da na eni strani mora pokazati pesniško veščino, da piše o pestu, in na drugi strani pa, da pokaže, da malce hrepeni za takšnim življenjem, da obstaja tudi to. Aristokratom pač pokaže, meščanom pokaže, da obstaja tudi to. In zelo podobno imate eno Horacijevo elegijo, kjer pesnik hvali vas, hvali enostavnost, hvali čistost tega življenja in na koncu se pa vrne v mesto umazano, grozno, spletkarsko, politično mesto. V osnovi se to dogaja tudi še danes. Seveda, pesniki si, oziroma vsi si dovolimo malce te nostalgije, in ko smo zunaj mesta, se nam zdi, da je to pravo življenje in potem se zvečer zvrnemo v mesto. Na koncu knjige Vesna. Na koncu knjige imava nekaj receptov. Kar mi je zanimivo, je to, da ste v bistvu napisala, da v osnovi niste vse posodajala točno količino sestavin. Zakaj ne? Predvsem zaradi tega, ker je to način apicija. Apicij nikjer ne daje količine. To se moraš naučiti sam. Seveda, dobro je imeti modele, ampak je dobro eksperimentirati z modeli. In pa v zadnje čase moram priznati, sem nekaj novega in je uspelo in bom nadaljevala. In to so sladice, ki jih spečem brez moke. Samo na osnovi jajc in druge sestavine, jogurta, sadja, banan, česarkoli. Se pravi, ne mandljeva moka, ki je zdaj tako popularna v recepturah. Brezglutenska moka tudi ne. Ne, iz tega pač delam druge zadeve, ampak je možno delati sladice brez moke, kar je za diabetike zelo v redu. In to pomeni pravzaprav, da nikoli ni dosti imaginacije. Recepti nikoli ne bodo mrtvi. Zmeraj boste našli nekega norca na internetu, ki je nekaj eksperimentiral, pa je nekaj tudi izpadlo. Tako da ljudje so zainteresirani za hrano, od nje živijo in bodo s hrano eksperimentirali ves čas. In bomo prišli do še novih in novih možnosti, ki niso visoka kuhinja, ampak so nasprotno, zelo enostavna, nizka, vsakdanja kuhinja. Meni je zelo žal, da je knjiga šla brez fotografij. Namreč ideja je bila, da dobite tisti steganogram na knjigi kot za telefon, pa posnete in potem na telefonu dobite vse recepte. To je zadeva, ki se lahko še naredi.
Nikoli ne veš. Bojim se, da ne. Bo kakšen entuzijastični šef prišel do ideje in bo naredil Morda. vse jedi iz knjige in bomo prišli po Ampak jaz fotke. sem skuhala vse jedi iz te knjige in sem naredila fotografije v svoji kuhinji brez glamurja, brez ne vem kakšnega gloss. A veste, dodajo, na te fotografije dodajo Filtre. želeja, da bi se sijalo bolj in tako naprej. Vse sorte. Glede na to, da ste rekli, da ste vse po vseh teh recepturah v bistvu že pripravljala jedi, kdaj ste se pa sama prvič srečala s kuhinjo? Sploh se nisem srečala s kuhinjo, ker sem imela babico, ki je bila, jaz to imenujem spontana feministka, in je njeno pravilo bilo izjemno jasno. Nimaš kaj početi v kuhinji, ti si za šolo. In sem jaz bila za šolo in sem delala šolo. V kuhinji pa enostavno me ni pustila ničesar delati v kuhinji. In je imela tudi to idejo, ko se je moja mama ponovno poročila, je insistirala, da ja ostanem z njo v tem majhnem stanovanju, v katerem smo mi trije živeli. In zaradi tega, da pač, ko ona umre, da jaz dobim svoje stanovanje. To je bila njena ideja. To je moram biti samostojna in šolana. In potem, ko je babica zbolela, jaz sem imela 22 let, sem bila na študiji še, ni bilo druge, kot da ja kuham za njo. In sem jaz začela kuhati za njo recepte, ki sem jih našla v francoskem časopisu Elle, ki ga še danes kupujem, ki sem ga začela kupovati, ko sem imela 14 let. Nikoli nehala. In to je bilo tisto, ker jaz nisem znala izpeči jajca. Sem bila totalna nula v kuhinji. Tako da sem za njo začela res od nule kuhati in potem je, ona pa ni hotela me niti svetovati. Je rekla, vse se boš sama naučila, kolikor je potrebno. Kolikor ti je potrebno, toliko boš vedela. Ampak seveda, to je bil način, dober način, da pač napredujem svojo francoščino kot prvo. In kot drugo je bilo zabavno, da so bile prekrasne slike, jaz pa danes imam kolekcijo, ki ima, jaz mislim, več kot 3000 receptov ali pa celo več in to še danes izhaja v francoskem Elu ti recepti in jaz še zmeraj kupujem francoski El in vsak petek pač izrežem recepte in jih dam v Samo škatlo. ustavljate ali tudi kuhate še vedno po teh receptih? O ja, Še vedno. seveda. Ko rabim kakšno idejo, pač grem skozi recepte pa pogledam, kaj je vse zanimivega in novega Ja. in potem kuham. Pravite, da v bistvu recept ni samo recept, ampak da je spomin. To je ženska pisava. To ni samo spomin, to je ženska pisava. In sem imela srečo, da sem našla zvezek, ki ga je naredila mati mojega očima, ki je bila grško-srbskega porekla, to je ta etnična skupina Cincarjev balkanskih. In ona je naredila ta zvezek 1906. leta. In sem ga jaz objavila v tej knjigi. Tako da boste našli njene recepte. In kaj je karakteristično za mlado beograjsko damo, seveda, ki se uči kuhati, da bi se boljše poročila, da bi našla boljšega moža. In pa to je vpliv novih mod, kar je najbolj zanimivo, nove mode. In pa nova moda je prva uporaba govedine. V Srbiji se tradicionalno kuha v glavnem svinjina. Ampak to je zdaj govedina, ki prihaja iz Avstrije, seveda iz cesarstva, to je moda. In pa druga zadeva, ki je tako neverjetno zanimiva, je uporaba smetane. Več smetane kot v slovenski kuhinji. To je čisto neverjetno, kako je to vplivalo na določen meščanski sloj in kako je ona smetano kuhala praktično vse. Tako da imate celo pakljačo jedi, ki so potrebne za mlado damo, ki se hoče poročiti, posebej pa tako imenovani slavski kolački, to so za slave, kolački, ki se posebej delajo, in nekaj receptov tudi za zdravje. Tako da imate vse lepo zapisano in to so bila srečanja mladih dam po hišah, kjer so pač sedele, se učile in zapisovale. Tako da ta dragoceni element, ta zvezek sem unesla v to knjigo in o njem piše. No in jaz tudi zdaj vidim, da so počasi že pričeli z degustacijo. Robi, imaš čas ali imaš čas?
polno gostov. Ne, nimaš. Jaz sem en prvih, ki sem napravil po Svetlanovih recepturah 3 zadeve. Eno je ruska solata, ki me je čisto fascinirala, tako recepturo nisem še nikoli videl. Ne, jaz sem jo majčkeno modificiral, tudi tako kot gospa Svetlana. Ne. Potem imamo lečo ala Svetlana. Polidor. Okay. Polidor. Leča, katera je veganska. In potem se mi zdelo pa res primerno za Dolenjsko pijana hruška. No, evo ti, ta se mi je pa zdela najbolj primerna za Dolenjska. V recepturi od Svetlani je teran, jaz sem pa dal frankinjo. Bravo. Oba imate veliko resveratrola, tako da ni panike. Evo. Eno vprašanje za vaju oba, zdaj na koncu. Svetlana, za vas, če bi čez 10 let mogla to knjigo nadgraditi, pisati o problematiki, o vsem tem, o čemer smo danes govorili, česa se najbolj bojite, da bi mogla noter dodati? Kaj bi bilo tista tema? Vojna. Tega se seveda bojim. Ta del nisem unesla v to knjigo, ampak med vojno sva mi dva bila v Ljubljani in sva imela od 2 do 5 do 15 beguncev, ki so bili v naši hiši zelo pogosto. Enega smo imeli 5 let, drugega smo imeli 2 leti, nekateri smo imeli krajše obdobje in seveda se je kuhalo tisto, kar se je lahko. In se kuhala ena jed mojega soproga, recept mojega soproga, ki ga sovraži toliko, da ne bi nikakor rada prišla do še ene realizacije rezavcev s drobninami. Ne maram te jedi. To se je pri nas jedlo, ko sem bila otrok. Ja, seveda. Kaj češ, v boljši varianti z malce marmelade, ne? Pa ste vedeli, kako je ta jed nastala? Ne vem, kako je tukaj. Iz prepovedovanja so v naše kraje po drugi svetovni vojni dobivali neke čudne makarone, ki jih prej Dolenci niso poznali. In one so tu gledale, one so poznale štrukle in take zadeve. Zdaj so to skuhale, fajn razkuhale, in pa češ to jesti. In so gor drobtince dale. Zraven se je solata, krompirjeva jela, ne, ena taka kombinacija, ampak to je povojna jed. To je točno povojna jed in obstaja en italijanski recept, ki pravzaprav govori o revščini. In to je parmigiano dei poveri. In to je, v glavnem so drobnine z malo soli. Ker ni bilo parmezana. Točno to. Prav je še vprašanje zate. Glede, ko smo se prej pogovarjali o izobraževanju, o tem, da se moramo v bistvu, da imamo možnost, da dobro jemo, ampak pa če znanje in čas seveda, tisto, ki nas lovita. Kaj ti misliš, kaj se bo zgodilo s kuhinjo, s kulinariko, z naslednjo generacijo? Bodo ostali recepti, se bomo prehranjevali na čist drug način? Če po hišah ne bo dišalo po juhi, po hrani, po vsem tam, ne bodo imeli otroci spomina. In ta von je nekaj neverjetnega, kako nas veže in dela nekaj spomin nostalgičen. In jaz mislim, da ni brez veze neka navada, da je bilo pri nas taka, da je goveja juha ob nedeljah. Ne? In to je bil en dan, ki je bilo več časa za pripravo, ki je se posvečalo več hrani. In ta von tebe spremlja iz otroštva in to prenašaš naprej. Če se ne bo kuhal in teh vonjav ne bo potrebe in potem po ničemer, ne, in najbrž bo potem industrija zmagala, ker je čisto vseeno, kaj jemo. Ne. In tega se jaz bojim. Veliko stvari absolutno verjamem v izobraževanje, veliko stvari bo treba res vlagati v osnovno izobraževanje. Treba bo kuhati otrokom
hrano, katera je res povezana z našim okoljem, kar se kvalitetnega dobi pri nas in to bi lahko na zelo pocen način, jaz to verjamem, da se da to zelo zreducirati, zelo počen, zelo kvalitetno jedli, samo majčkeno bolj se bi mogli organizirati in moram eno zadevo priznati, da jaz ne verjamem v preveliko pestrost. To mislim izbere. Ta izbira nas bo, jaz mislim, da uničila, ker enostavno mi nimamo več fokusa na nič in malo bi tega žnaramo nekaj in enostavno se ob hrani ne sprostimo in posvečamo tistim stvarem, ki so pomembni. Se pravi, ljudi se dobri hrani, družni in uživanje v tistem trenutku, ko smo zdaj. Bravo. Evo, naj bo tole popotnica tudi za vse naše obiskovalce danes večer. Preverite, preglejte, bova rekla tako, ni kuharska knjiga, seveda. Zagotovo pa je to ena taka dodatna zadeva, ki nas mogoče pa vsaj zdaj čez poletje, pa tudi potem vse naprej odpelje malo v kuhinjo, ne v dnevno sobo, v kuhinjo, da vzamemo orodje v roke in da v bistvu uživamo v dobri družbi. Tako da, ne vem, je mogoče kakšno vprašanje, ne vem, kako to gre več. Jaz se vama obema zahvaljujem. Izredno lep večer, seveda pika na i. Robi, hvala ti. Tako? Mene zanima pijana hruška. Hvala lepa.